Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. Na pismo Adriane Starina Kosem Janezu Janši, v katerem je zapisala, da je predsednik vlade vplival na medije in ukazal prodajo časnika Večer avstrijskim kupcem, so se odzvali najprej v opoziciji. Jelko Kacin je pogrešal, da ni povedala še več. Če je res gre za to, da bi v medijih bili transparentni, potem bi morala povedati vse to, o čemer grozi, da ve, pa ne bo povedala. Je pa med vrsticami ugibal tudi o tem, zakaj se to najbrž ne bo zgodilo. Odgovor je morda mogoče najti v pismu Janeza Janše, s katerim je odgovoril Adriani Starini Kosem. Predsednik vlade, ki ji grozi, da bo njej in gospodu Danilu Slivniku Potniku odprl dosje iz arhivov. Zares je SD, LDS in SNS pozval, da skupaj zahtevajo izredno sejo državnega zbora ali morda celo interpelacijo aktualne vlade. Menimo, da smo mi zdaj res dolžni vse 4 opozicijske poslanske skupine stopiti skupaj, nastopiti skupaj in da se upreti v svojem imenu in v imenu tistih, ki so nas volili zoper takšen način gospodarsko-politične, medijske samovolje in klientelizma. Poslanska skupina SDS je pismo članice SDS in bivše državne sekretarke označila kot pismo neresnic in nesmislov. Predsednik vlade pa je na Dolenjskem dejal, da gre za viharček v kozarcu vode. Dovolite mi, da premijevo prispodobo gledalcem Vesti na vesti nazorno demonstriram. Tule je kozarec vode, tule je vlada, tule je nje predsednik in viharček. Trenutno najbolj razvpito korespondenco v državi sta zavest komentirala tudi predsednik Zbora za republiko Peter Jambrek in predsednik SD Borut Pahor. Res sem ga požaril. Pismo jaz ne vem, ali obstaja. Nisem ga videl, ne poznam njegove vsebine. Sicer pa se mi zdi, da če pride do takih pisem, ki so javna, ki so avtorska, ki so podpisana, lahko od tu kaj dobička skujemo v glavnem vsi gledalci, poslušalci, državljani. No, preden bi rekel karkoli, je prav, da damo pravico in možnost predsedniku vlade, da se izjasni glede tega pisma. Pravim pravico in dolžnost. Mislim, da ne gre samo za pravico, ampak gre tudi za dolžnost, da pojasni stališča bivše državne sekretarke, ki je bila vendarle v ožjem kabinetu njegove vlade in javno se zasluži njegova pojasnila glede njenih navedb. Potem bomo lahko morda lažje presojali upravičenost teh navedb. So pa dajo pa misliti. Na zborovanju Zbora za republiko je bilo živahno, pogovarjali so se o sproščenosti in kot primer navajali medije. Tone Rovšek pa je omenil tudi preimenovanje letališča Brnik. Pomislite si provladni časopis, ki ima pol strani to in vse to o gospod Pahor naj vodi stranko in vlado ne države. Vlada je imenovala letališče po doktorju Ivanu Pučniku. Jožeto, ja, jaz sem kar, veste, sosednje vasi, Jožeta in Ivana Pučnika. Je poimenovala po dr. Jožetu Pučniku in ona torej razdružuje. In kdo razdružuje? Dr. Jožet Pučnik je simbol slovenske samostojnosti, simbol povezovanja Slovencev v skupno državo.
Na prvem programskem posvetu se je sestalo Združenje Zares. Razpravljali so o mnogih temah, od izobraževanja do okoljskih problemov, sociale in urbanosti ter trajnostnega razvoja. Gregor Golobič se je zatekal tudi k Trubarjevim besedam, po katerih je znan kardinal Rode. Kot so vedeli že davni reformisti v Sloveniji, ni dovolj samo stati, potrebno je obstati. In zjutraj zgodaj vstati. Vodja poslanske skupine Združenja Matej Lahovnik pa se je med drugim vprašal, kako odprta je Slovenija. Ali smo takšna družba, da lahko vsako leto sprejmemo 3000 mladih strokovnjakov iz tujih drugih držav? Študentje avtonomne tribune so pred nekaj dnevi zaradi nedavnih protestov proti Ministrstvu za šolstvo prejeli položnice za 250 evrov. Ja, vsak. Na plačilnih nalogih je zapisano, da so vstopili v avlo ministrstva, varnostnika stisnili v kot, po celotni avli polepili plakate s protivladno vsebino in prebirali peticijo za ministra Zupana. Pa je, da smo varnostnika pretepli, no, tako so. Pa ste ga res? Ne bi vedela, no. Očitajo nam, da smo zadržali varnostnika, ga stisnili v kot in lepili letake s protivladno vsebino, se pravi verbalni delikt smo izvršili. Letaki so bili proti militarizaciji družbe, proti neoliberalizmu, proti privatizaciji. Ta vlada se očitno identificira s tem, da zdaj z tega stališča so bili protivladni, samo zaenkrat to ni prepovedano, kakor vem. Študentje, ki položnic ne nameravajo plačati, so se udeležili tudi javne tribune Zbora za republiko, kjer so opozorili na, po njihovem, avtoritarne poteze slovenske vlade in članov Zbora za republiko. Na koncu pa isti, ne? Kot kdo, gospod? Prijazni s tem, za svoj red. Pa ključem, pa šifter, pa več Pardon. Ti tega nam razbol, veš? Tega nam razbol. V Ljubljani bo morda kmalu stal nov štadion, morda celo dva. Jože Joc Pečečnik, domnevno četrti najbogatejši Slovenec, je napovedal začetek projekta prenove štadiona za Bežigradom. Lastninski deleži bodo 59 GSA, to je moja družba, 28 mesto Ljubljana in 13 olimpijski komitej. Jaz moram reči, da nisem imel kaj posebej dela s prepričevanjem teh partnerjev. Zaradi nepotrditve programa za leto 2007 je v petek odstopil s funkcije v.d. direktorja ter predsednika nadzornega sveta filmskega sklada Stanko Malčič, ki pa je kljub temu ostal član nadzornega sveta. Ali je v Sloveniji kljub težavam na skladu mogoče posneti film? Komentar dneva, režiser Damjan Kozole. Slovenski film nikoli ni bil sistemsko urejen, danes pa njegova kriza dosega najnižjo točko, pravzaprav popolno dno. Po slovenskem filmu se je sicer vedno pluvali in se pluva tudi danes. Na film se v Sloveniji, tako kot na fuzbal, seveda spoznajo vsi. In po defaultu je slovenski film brez veze, približno v istem kurcu kot fuzbal. To pa največkrat govorijo tisti, ki naših filmov sploh ne gledajo. Vse mednarodne nagrade, prestižne projekcije in najpomembnejši svetovni festivali očitno pri nas ne pomenijo nič. Preobratno, še bolj počgejo frustracije. Mednarodni uspeh ti pri nas ti prej uteži, kakor pa olajša pot do novega filma. Filmarji smo ujetniki nenehnih eksperimentov politike, ki se vsakič čuti poklicano, da nas uči, kako se delajo filmi. Zgleda, da vsi, pa naj si bojo levi ali pa desni, prihajajo iz iste kumrovške šole, kjer so jih Polinovsko učili, da je film seveda najpomembnejša umetnost in da si jo potrebno takoj podrediti. Vsaka sanacija nas potisne samo še v večjo krizo, in ker imam vsega dovolj, ker po 2 propadlih mednarodnih koprodukcijah in po 4 letih čakanja ne mislim več čakati na miloščino, ker je bilo tega poniževanja, zavajanja in laži preveč, sem se odločil posneti film brez evra proračunskega denarja. Gre za garažni film z naslovom Zavedno in je hkrati protest in metafora stanja stvari, narejen iz besa in obupa, posnel pa sem ga v slabših pogojih, kot vladajo v kakšni nerazviti afriški kinematografiji. Za tako stanje je po moje odgovoren zgolj in samo minister za kulturo Vasko Simoniti. Zavedno zato posvečam njemu, brez njega seveda tega filma nikoli ne bi bilo. Da pa v njem govorim o psihičnem nasilju, to pa je čisto naključje. Na kaj si snemal? 8 mm? Na elektroniko. Digitalno? Digitalno. Bravo. Še vreme. Vodostaj rek v Sloveniji je v okviru normale. Bile so to vesti na vesti, nasvidenje iz ljubljanskega studia 136.